Naj uslišiš? Ja. Pa dejva. Ja. Evo. Poročni podcast Vse o poroki na butičnem poročnem sejmu v Bistri se začenja. In to z eno in edino Izo Dojer. Hvala, da sta prišla. Da sta del tega. Hvala, da si ti prišla do naju. Toliko si zaželjena, da sva te čakala, ne bomo omenili koliko minut, ampak si tukaj. Sem vesel. Že drugič, prva si, ki si že drugič v epizodi podcasta, tako da odlično. Hvala za to čast. Kako uspeva sejem? Za enkrat odlično. Tudi meni se zdi, da mi povej razliko. Prej na prvem podcastu še nismo govorili toliko o sejmu, ampak povej malo razliko o organizaciji takega dogodka, ko je danes o poročnem sejmu in pa razliko o organizaciji ene poroke. A kaj je težje, pa kaj je lažje? Ja. V tem smislu. Vsak dogodek, ki ga organiziram, je specifičen. Zato to tudi počnem, ker me to veseli. In težko bi rekla, no. Je pri sejmu kakšna stvar, ki ti malo sive lase dela in je pri poroki lahko. Če pa na koncu vse spelješ, pa so vsi ostali zadovoljni, potem si pa itak naredil, kar je bil plan, tako da. Se strinjam, ja. Danes že izgleda, da je uspešno izvedeno, no. Kaj pa je glavna vizija v tvojih mislih bila še preden si začela organizirati tale sejem? Ja, sejem je pravzaprav prvotni namen sejma je bil povabiti pare, ki se poročijo v Bistri. Da vidijo, kako izgleda postavljen šotor, kako izgleda dekoracija, ki jo nudi Bistra, in doživi to dogajanje pod šotorom. Potem pa seveda ne, sem mogla to malo razširiti, meni podobno. In iz tega je nastal že lani, kar tak simpatičen sejem, letos pa se mi zdi, da je samo še nadgradnja z temi dodatnimi dejavnostmi, ki jih lahko pari doživijo. Lanskega nisem videl, letošnjega pa že neki programe in je zanimivo res, ker se skozi nekaj dogaja. Poleg tega, da so itak ponudniki v šotoru in da pari lahko zvejo vse, kar hočejo, je zanimivo to, ker se skozi nekaj dogaja. Od glasbe tudi do mene tukaj. Podcasta v živo, to morava povedati. Tako, ja. Ja. Vsega tega, ja. Da si mi pa ukradla misel, ki sem jo imel, in sicer v ponudnikih sem hotel še malo reči, ker ti si tista, ki lahko vse, ne boš predstavljala vsakega posebej, ampak me zanima, veliko ponudnikov je tukaj, ampak si se odločila, da v bistvu iz vsake branže je samo en ponudnik. Zelo zanimivo, ne vem, če kak tak sejem še obstaja, saj jaz ga ne poznam. Ja, v bistvu, ko sem se odločila, da bom organizirala sejem, sem rekla, da mora biti drugačen kot vsi ostali. In prva stvar, ki mi je na misel prišla, je bilo to, da je na nekaterih sejmih preveč ponudnikov, preveč iz iste branže in potem imajo pari težavo se odločati med njimi. Druga stvar, ki me je pa na drugih sejmih mogoče malo zmotila, je bila pa ta vizualna podoba sejma in zato se vsako leto trudimo s ponudniki, da ga tudi barvno med sabo uskladimo, da je potem ne samo doživetje, ampak tudi paša za oči za pare, ki se ga udeležijo. Jaz letos še nisem ponudnik, zato sem lahko moder še. Nisi prebral maila? Nisi prebral navodil? Res. Dajva še malo pri ponudnikih ostati. Kako si pa zbrala ponudnike? A se oni oglasijo o tebi, ali imaš vsako leto tudi to, verjamem, da težko nalogo in zbereš smetano? Ja, predpogoj je, da ponudnike poznam, da sem z njimi že sodelovala, da lahko jamčim, da so kakovostni, tako da ponujamo en tak zborček res pravih poročnih strokovnjakov na enem mestu. Naš podcast, ta prvega, pa ta prvo epizodo smo kar dosti govorili o nekih anekdotah in dogodkih in tako naprej. Dajmo še danes kaj dodati. Drugo leto organiziraš tale sejem. A so kakšni taki zanimivi dogodki, ki jih nisi predvidela in so naredili sejem boljši zaradi tega, ne samo Pravzaprav pri sejmu bi težko izpostavila kakšno anekdoto, razen tega vremena, s katerim se vsako leto ukvarjamo. In zdaj imamo že prav različne pristope, kako en večer prej priklicati lepo vreme. Tako da no, to se mi zdi ena taka stvar. Drugače pa zaenkrat vse teče gladko, tako da ni še anekdot.
Mogoče me lahko na koncu vprašaš. So lahko tudi pozitivne. Ampak ena zelo pozitivna je tole tvoje vreme, ker ko sem jaz postavila studio, je bilo sonce in sva se borila s tem, kako bo to osvetljen. Preden smo pa Pa je na malo kamere, to. si priklicala oblake, lepo imamo popolno svetlobo, tako da Ja, to je vse na gumb pri nas. Tako da odlično. tudi za vreme poskrbimo. Vse piše v pogodbi, Pavla, ne? Vse. Odlično. Dajmo še kak nasvet za pare, ki tudi poslušajo danes. A imaš kak tak nasvet, ki pari, ki so danes tukaj, verjetno imajo že kaj dosti urejen, sploh če je to letošnja poroka, ampak vseeno kak tak taktičen nasvet, nekaj takega, ki morata vedeti, preden pride njun poročni dan. Absolutno se skoraj vsakemu paru zgodi, da na sejmu še ugotovi, da kakšne stvari pa še nima. A ne. Tako da že z tega vidika so vedno dobrodošli, da dobijo še kakšno novo idejo, da jih še kaj spomnimo, kaj še dodajo. Glede izbire ponudnikov pa vedno parom svetujem, da naj se ravnajo po energiji. A ne. In zato je dobro priti na sejem, v živo govoriti s ponudniki, videti, da se poklopijo, a ne, med sabo neke ideje, neki cilji, in se na podlagi tega veliko lažje odločijo, kot pa na podlagi spletne strani. Tako da to je glavni nasvet, da se pogovorijo s čim več ponudniki danes. Se strinjam, ja. To, da se pač v živo dobijo, da vidijo, da se lahko pogovorijo, da se lahko malo več časa vzamejo, vprašajo stvari, ki jih mogoče po mailu tudi ne pišeš vsega. To je kar velika prednost in zato so tudi sejmi, se mi zdi, toliko obiskani, no. Pa še zaradi ene stvari. Nagradnih iger in ugodnosti. Tudi to je dober nasvet parom. Da pridejo, da izkoristijo kakšne dobre ponudbe, ki se tukaj ponujajo danes, in sodelujejo v nagradni igri. Mija sva pozabila, z Rokom. Lahko bi še kak par gostila tukaj na tem našem vročem stolčku. Samo povejte, zorganiziramo, da ni Ali pa problema. za Za naslednje leto. Ja, tam kje pustita, veš. A so se zmenila? Že podpisan. Podpisano, zmenjeno, z veseljem. Dajmo še, ker smo že tukaj na tej lokaciji, ker ti narediš kar nekaj porok, dajmo še malo mogoče povedati o Bistri in o porokah tukaj. Kaj se te zdi tukaj najbolj, kaj bi najbolj izpostavila glede te lokacije? Kaj ti je najbolj všeč? Absolutno je to lokacija, na kateri pari dobijo vse na istem mestu, a ne. Torej obred, pogostitev, v naravi so, za vse je poskrbljeno, vključno z organizacijo. Tako da je ena tistih lokacij, no, kjer res prideš, samo še zbiraš detajle in je poročni dan potem lahko samo čaroben. Celo prenočišča so na voljo, a ne? Tudi. Odlično. To je Pa parkirišče za avtodome tudi. avtodome. Ja, Dobra pri ideja. katerim pride tudi prav, saj svatom. Tako. Se strinjam, ja, dobra ideja, zelo. Mi smo imeli en šutik priprav v avtodomu za ženina, tako da in je bil zelo fajn, zelo drugačen predvsem. No, tako Da ne govorimo o starodobniku, ki je na voljo, da par pripelje k obredu ali pa odpelje od obreda. Vsa komplet gostinska ponudba, tako da res priporočam. Tudi jaz, nisem jih naredil toliko porok kot ti tukaj še eno, sem jih pa nekaj naredil in je bilo vsakič zelo dobro, tako da Oba lahko potrdiva. Ne? ja, vsekakor. Ja. S težkim srcem, ampak moram zaključiti ta najmen pogovor, ker je še kar nekaj ponudnikov, ki so si zaželeli priti na naš stolček. Z veseljem jim predam tale mikrofon. Ja. Odličen. Ja, tako smo rekli, naslednjo leto pa zopet. Podpisano. Podpisano to. Odlično. Rok. Ja. Najlepša hvala, zdaj pa hitro po naslednjega ponudnika, da ga Rok prevzame in zvemo še kaj zanimivega.